Živijo, Goran. Živijo. Kakšen je v teh dneh, tednih, mesecih, letu pa pol, dveh tvoj odnos do publike? Zelo sem vesel, ko jo vidim. Tudi v majhnem številu zdaj se te dni v bistvu vozim po Sloveniji in predstavljam svoj film in v bistvu vidim, da se je odnos do publike spremenil, da si res hvaležen vsakmu, ki pride v kino, ne? Da si res vesel v bistvu tudi najmanjše gručice ljudi in vsakici v bistvu nekako tisti, ki si govoriš, da je v bistvu čudež, da se vsaka projekcija sploh zgodila. Ne? V situaciji, kakršni smo, se mi zdi, da nekako veliko večja verjetnost je, da se pač kulturni dogodki odvijajo takole, kot se tole zdaj odvija, kot pa da sploh se še kaj resno dogaja. Ne? Tako da pač dejansko smo si potem s publiko, se mi zdi, še bliže. Ne? Mi smo tisti, ki nekako še vztrajamo. Ne? Nekako jaz razumem, kako pomembno je, da oni hodijo, oni nekako verjetno tudi čutijo, da je fajn, da mi še vztrajamo in nekaj v tem času sporočamo, kar ni nujno samo število mrtvih in okuženih, skratka, da še vztrajamo v neke vrste normalnosti, čeprav smo od te normalnosti precej oddaljeni. Kakšna je razlika, oziroma se je spremenila recimo v tem času, no, ko se je spremenil tudi javni diskurs in še zdaleč ne diskurs, tvojem pogledu na publiko pa na javnost? Pa ne vem, s publiko se mi zdi, da pač sploh na teh kulturnih dogodkih, da malo pozabiš na to, kar se dogaja zunaj dvorane. Ne. To je tisto, kar v bistvu vse zgleda normalno. Ne. Pogovori so normalni, ljudje se odzivajo tako, kot pričakuješ, v bistvu odlično se odzivajo. Ne. Jaz moram priznati, da sem presenečen na odziv publike, da govorim konkretno o filmu, ki ga pač zdaj kažem v teh dneh. Ampak nekako vse zgleda zelo normalno. Ne. Ljudje, njihov notranji svetovi se mi zdi, da so tam, kjer morajo biti. Medtem ko za javnost nisem prepričan. V javnosti, pa ne govorim zdaj samo na tej javnosti, ne vem, medijski, družbeno mreže, ampak tudi na ulici, ljudje, ki jih srečuješ, s prijatelji, znanci, s katerimi se pogovarjaš, tu se mi pa zdi, da je ena strašna sprememba. In moram reči, da dostikrat se pač jaz ne vem, tako sem nekako, bom rekel, naštelan, da se ves čas vračam v te čase 90-ih, nekako preverjam, kje smo v odnosu do tistih časov. Ampak zdaj se mi res zdi, da smo nevarno blizu tistim časom, ko vsak konflikt, ne, ki se zgodi in zgodi se hitro, ne, lahko rata usoden. Ne, ampak usoden v smislu, da se pretrgajo vezi med prijatelji, družinami, ne, zelo vse jemljamo za res. Ne. To, kar se na družbenih omrežjih piše, je v bistvu še zelo nedolžno proti temu, kar se v bistvu zdaj dogaja v zasebnih prostorih, kjer se dejansko ljudje v tej svoji napetosti, prizadetosti, utrujenosti od vsega so začeli v bistvu kregati za, ne vem, na rojstnih dnevih otrok, ne, na prazničnih večerjah, ne, v službah, v sodelavci, ne, kjer v bistvu vsako nestrinjanje je lahko prinese razdor med dolgoletnih takšnih in drugačnih zvez. Ne. In to čutim. Ne, to je tista javnost, ki jo jaz vidim. In to nekako me zelo spominja na trenutke od konca 80-ih, 90-ih, ko v bistvu smo se okrog nacionalizma, politik, usode, razpada Jugoslavije v bistvu na isti način kregali. Ne. Mi smo takrat mogoče otroci to bolj opazovali strani, ampak tudi potem leta in leta smo se o tem pogovarjali, koliko v bistvu zvez, družin, prijateljstev je takrat razpadali. Seveda ne verjamem, da bo temu sledila vojna, ampak v bistvu en del tega, kar smo takrat doživljali, se mi zdi, da se zdaj ponavlja. In v enem trenutku se meni zazdelo, da v bistvu je, da itak situacija takšna, da nekih velikih odrešitev ne more biti. Ne? Da dejansko smo vse zamudili, kar bi lahko naredili. Ne? Avstrijci, ki zdaj zapirajo, ne, govorijo, da so že zamudili. Mi smo sploh zamudili. Mi zdaj samo lahko upamo, da zdravstvo kakršno takršno preživi oziroma da ne razpoči se na prav faktorje. In se mi zdi, da ves čas ljudem poskušam nekako razložiti, da vse, kar lahko naredimo, je, da se v tem trenutku skregamo s čim manj ljudmi.
da v bistvu se izognemo čim večjim konfliktom, ker enostavno nima smisla. Mislim, da smo se tako kopali vsi na nekih svojih pozicijah, da zdaj lahko samo odkrivamo, kdo vse v naši okolici je necepljen in z vsakim se lahko v 5 minutah razidemo, ne? In to mogoče zavedno. Ne? In da enostavno, ne vem, spet se vračam na obdobje, ko ne vem, smo imeli v moji lastni družini potem debate o tem, ko je počel rat, ne? In ko si v enem trenutku rekel, ok, mogoče ni pametno teh debat nadaljevati, če bi rad s temi ljudmi še vedno bil v sorodu, se imel rad, ne? In smo takrat, ne vem, jaz se spomnim dostikrat, pač ne vem, si v kakšnem kosilu pač nekako večkrat ponovil repliko, ne vem, Pasulj je odličan, ne, zato da ne bi povedal kaj drugega, da nekako... Newcastle odličan nove godine. Ja. Ja, tako da mislim, letos, ne vem, mogoče Pasulj ni, ne, ampak recimo, ne vem, pršut je zelo dober, ne, pač ta pečenka je zelo dobra, ne, ljudje bi, dajmo mogoče, mislim, si to govoriti, ne, ker dejstvo je, da doživljamo tragedijo, ne. Dejstvo je, da ta tragedija ne bo nič manjša, tudi če bomo zdaj ne vem kaj naredili. In v bistvu gre samo za to, kaj po tej tragediji, kaj bo. Ne? Če se bomo zdaj manj poklali, bo mogoče lažje in kratkotrajne še prebolevanje te tragedije. Ne? Če se bomo pa zdaj še 2 meseca med tem, ko doživljamo to tragedijo, še med sabo do konca razklali, ne? Bo pa po tej tragediji v bistvu še slabše. Ne? Si avtor, človek, ki gre v srž stvari v globino in zelo dobro veš, da so 90-ta bila v resnici posledica, ne vzrok. Ja, mislim. Kaj danes, bi rekel, česa vsega seštevek, česa je to, kar doživljamo, ta skoraj da dobesedni razkol? Mislim, zdaj, ena stvar je, da je virus tukaj, ne? Da je virus tu že 2 leti, da nas vedno znova nekako preseneča, čeprav malo stvari res tako presenetljivih, kot se mi pustimo presenetiti. Ne? Ampak to je nadaljevanje vseh drugih kriz. Ne? Sej, mislim, mi gremo že 10 let iz ene krize v drugo krizo, iz ene nestabilnosti v drugo. Ne? Mi imamo, ne vem, najprej smo imeli finančno krizo, gospodarsko krizo, ne, ves čas imamo to okoljsko krizo, ki se zaostruje in to čutimo, ali si priznavamo ali ne, ali to čutimo. Mislim, da vsi nekje vsebno nosimo zavedanje, da stvari postajajo resne, ne. Delno tudi za tega, kar ti pišeš, ne, ker mislim, da mogoče bi lažje človek si delal utvare, če ne bi bilo tovrstnega pisanja, ampak prav je, da se ne, ampak še vedno ljudje se na to zavedanje različno odzivamo. Ne? Nismo vsi, ok, dajmo zdaj res nekaj probati narediti, pa stvari rešiti, ne? Tako kot v tem virusu nismo, ne? Pač ljudje ali se bežimo v zanikanje, ali v bistvu na površini zanikamo, v spodi pa nosimo vedno večjo nervozo, vedno večje tenzije. Ne? Skratka, v bistvu ves čas so bile že v zadnjih 10 letih stvari na robu nekih izrednih razmer, z migrantsko krizo dodatno. Ne? In potem prišel virus in dejansko ustvaril izredne razmere. Ne? Ampak in življenje v izrednih razmerah seveda prinese določene spremembe. Ne? Stvar je v tem, da če so stvari grozne same po sebi, mi že so lahko grozne. Ne? Ljudje imajo svoje probleme v normalnih razmerah, ampak ponavadi potem vemo tudi, kako drugi na to reagirajo, kako se odzivajo in lahko za vsako stvar, za vsak izbruh, ne vem, predvidimo posledice. Svet je, tudi če je grozen, predvidljiv v normalnih razmerah. Ko pride do izrednih razmer, stvari seveda postanejo grozne, ampak postanejo predvsem nepredvidljive. Skratka, ne veš, kdo bo izbruhnil, ne, razbruhnejo ljudje, ki drugače ne izbruhnejo, in potem ne veš, kako bojo ljudje okrog reagirali, in ta nepredvidljivost na mikronivoju, ne, v družini, v nekem družbenem kolektivu, v nekem med prijatelji, ne, to je tisto, kar ustvarja pa napetost. Ne, in to se nam zdaj dogaja. Ne? Pač ves čas teh izrednih razmer je ustvaril v bistvu življenje pri nas izredno nepredvidljivo. Ne? Pač mi dejansko zdaj ne vemo, mislim, prej smo vedeli, kdo kam paše in kako bo reagiral. Zdaj smo prišli do tega, da pač res ne vemo, kakšen odnos ima
trenutno človek, s katerim sedimo na kavču, dobro, jaz si zate predvidevam, ker pač si zelo pišoč človek in nekako te berem in bom rekel, da vem, kako vidiš situacijo, ampak za večino svojih znancev in prijateljev pa ne vem, ko stopim z njimi v stik, kako vidijo trenutno situacijo, na katero stran se bojo postavili, recimo, ko bo, ne vem, vlada odločila, da bo treba testirati otroke. Tu pride do čisto nekih novih delitev. In to je, kar naenkrat imaš občutek, da si obdan z neznanci. Ne veš, ali si obdan s svojimi ljudmi. In to me spominja na to, kar so razlagali kolegi, recimo, da neki so recimo delali v gledališču na Madžarskem in so razlagali, da nekako jih je šokiralo, da tam nekako niso se mogli svobodno pogovarjati recimo o Orbanu, o takih stvareh, čeprav se je njim zdelo, da je ta pač politika, da prostor gledališča zelo svoboden. Ampak so rekli, ja veš, Madžari imajo ta občutek, da to travmo ovajanja drugega in nikoli ne vejo. Ja, totalitarni refleks in to je ohranili se do danes in še danes niso sproščeni v družbi svojih znancev. In mislim, da mi zdaj doživljamo podobno, delno zaradi pač politične situacije, kakršne imamo, ampak še bolj zaradi tega, ker dejansko ne vemo, v družini ne vemo več, kako bo kdo, če bomo rekli, ne vem, meni se pa zdi, da je obvezno cepljenje dobra poteza, kdo bo prvi, ki nas bo, ne vem, ki nam bo skočil za vrat, ker mu bomo s tem odprli neko njegovo frustracijo. Tako da, in obratno, seveda, ne vem, če bo nekdo rekel, da on pa je proti cepljenju, ne ve, kdo bo na drugi strani skočil in rekel, ti si kriv za vse smrti v tej državi. In to je v bistvu, življenje v taki družbi je zelo, zelo stresno in mi že zelo dolgo živimo v taki družbi in že zelo dolgo v bistvu nekako se skušamo zadeve pomiriti in že zdijo se nam, da jih pomirimo, pa spet zapademo. To je tisto, kar je najslabše. Ko v bistvu že misliš, da si izplaval, pa spet. In vsak tak nov val nas še bolj dotovče. Ne možeš dvigati na nek nivo. Tako da jaz res, moje edino upanje je, da so v bistvu napovedi epidemiologov, da naj bi se to najhujše za nas končalo do nekje januarja, februarja, ko bi se res vsi na ta ali drug način prekužili, in da se potem nas čaka ta odrešitev na en grozen način, ampak da pač nekje vidimo tudi konec tega. To je že zelo metafizičen kontekst, kjer ga si zaključil. Kako se kot avtor, kot nekdo, ki je javno skoraj da vse prisoten, ki ima na voljo, hočeš nočeš obilico javnega prostora za take drugačne interpretacije, navodila, izobraževanje, tako rekoč. Počutiš v tem v bistvu družbeno, politično, celostno nevralgičnem trenutku? Pa ne vem, jaz moram reči, da sem že sam utrujen od svojih interpretacij situacije in si mislim, da so verjetno bralci moji tudi že nekje utrujeni. Verjetno si marsikdo reče, pa ne bi kakšno kolumno o fuzbalu napisal. Mislim, imamo tudi ta utrujenost, tudi ker ves čas poskušamo razumeti situacijo, ki jo bomo najbrž razumeli lahko v celoti šele čez nekaj let, ali pa nekaj 10 let, kaj vse se je dogajalo. To, ki je preobilica stvari, da seveda imaš čutiš eno dolžnost, da jih poskušaš razumeti, razložiti, da imaš občutek, da nekdo vseeno pričakuje, da nekje poveš, da izrečeš, kaj si o tem sam misliš. Ampak recimo jaz moram reči, da dobro mislim o situaciji, pa v družbi se mi še da o politični situaciji nimam več moči pisati. Se mi zdi, da sem vse že povedal, da komur do ne vem, tega trenutka, mislim, lani enkrat, recimo maja, ni bilo jasen, pa ajde, mogoče nekoga ni bilo v Sloveniji, pa smo mogoče še lahko razlagali še junija pa julija, ampak kaj naj še danes povemo o tej politični situaciji, kar ni bilo jasno že 1 let pa pol nazaj, pa verjetno itak tistim, ki so resno sprejemali politiko, že itak preden so sploh začela in pandemija in ta nova vlada. Mislim, se mi zdi, da pač te moči, da bi še bolj analiziral, kaj se dogaja, nimam. Mislim, ker ne vem, komu zdaj jaz to razlagam.
Za ta virus se mi zdaj vseeno si rečeš, pa ne, pa to mogoče pa nekomu vseeno odprem oči, mogoče pa nekomu nekaj dopovem. Mogoče se bo vse kdo zamislil. Ne, pač še poskušam, čeprav tudi tukaj moram reči, da enostavno se pravim, sam sebi se že zdim ponavljajoč, pa utrujajoč in ravno temu sem se načeloma v svojih pisanjih prej trudil izogibati. Ne. Ravno to se mi je zdelo bistveno, da ne pišem vedno o istih stvareh na isti način. Najbolj me veselil, če sem skakal s teme na temo, če sem se lahko na različne pristope. Tako da, ja, počutiš se mogoče kot pisatelj ujetnik ene situacije, ne? Trenutne, ne? Ker ki te sili, da se na njo odzivaš, čeprav nisi pripričan, da imaš nekaj posebno novega za povedati. Sili v kakšnem smislu je to v bistvu nek OCD? Ja, mislim, pač, ja, ne, veš, mislim, sili te, ker je tok te situacije, veš, vse prisotna je ne samo v medijih, ampak v pogovorih z ljudmi, se non-stop samo o tem pogovarjamo, da se ti zdi, da se drugega ljudi tako ne zanima. Samo to se nam dogaja, ne? Kaj pa še v bistvu, kaj se nam pa drugega dogaja? Tako, mislim, ravno se ti zdi, ok, zdaj malo popustil, ne? In kar naenkrat spet se samo to, ne? In kar rečeš, ja, mislim, o čem pa ne zdaj govorim, ne? Mislim, ja. Se ti zdi narobe, da bi se v celoti, ali pa mogoče sam na ravni metafore, pa preselil na analogije, zares po svetu, samo nečemu res drugemu, drugačnemu. Se ti zdi nujno, da je to v jedru opovedovanja sveta tukaj in zdaj? Pa trudim se, da ne bi videl tega kot nujnost, ne? Ampak spet, ne? In pač to zdrži mogoče teden, dva, ne? Potem se mi pa spet zdi, da neke stvari, da je nujno povedati, ne? Mislim, čutim spet neko dolžnost in potrebo, ker pa spet kot kolumnist, recimo, sem se izrazito odzival na svet okrog sebe, ne? In če se pač moje življenje zdaj v bistvu dogaja zgolj tukaj in se kamorkoli prijem v gledališče ali prijem na knjižni sejem ali pridem, ali sem, ne vem, v Ljubljani ali sem v Trbovljah ali kjerkoli sem, če se z vsemi ljudmi pogovarjam o tem, če so povsod v bistvu nekje vidim neke posledice tega, kar se nam dogaja, potem težko, mislim, se dolgo uperam neki potrebi, da bi o tem nekaj povedal, ne? To je pač problem, da dejansko pač ne morem zatiskati si oči, da ne vidim, da o čemerkoli zdaj govorim, ne, pač je to, ne, a govorimo o šolstvu, ne, mislim, pač, ja, zdaj trenutno je tam glavno bojišče, ne, a govorimo o kulturi, ja, mislim, spet, vsaj me zapiramo, ne, mislim, vse je, mislim, nekako prežeto s tem, ne, zelo težko nekje se v celoti odmakneš, ne, in ne vem, konc koncev vsej, zdaj, ko sem bil v Avstriji na Dunajskem knjižnem sejmu, sem v bistvu me zaskrbel, ker sem imel 3 pogovore in vsakič so me vprašali o politični in seveda tudi potem zdravstveni situaciji v Sloveniji. In sem potem to, mislim, sem komentiral, da to me je precej zaskrbel, ker na ta način so spraševali ponavadi bosanske pisatelje, ne, pa še te so potem v enem trenutku nehali, pa potem seveda afganistanske, sirijske, skratka ljudi, ki so prihajali z nekih zelo ogroženih območij in so potem na ta način, predvsem zahodnjaki, želeli slišati neko pristno izkušnjo nekoga, ki ni mogoče klasičen poročevalec od tam, ne. In tako so mene zdaj spraševali na Dunaju, ne. In me nekje postavljali točno v to pozicijo, iz katere se jaz bi trudil, mislim, izuzeti, ne, in pa sem nekako mi je bila všeč ideja, da bom zdaj razlagal o knjigi Čefuri Raus, ki je zdaj končno išla v nemščini, ampak smo se vedno znova vračali na seveda našega predsednika vlade, na dogajanje v Sloveniji politično in nekako zelo radovedne oči so zrle vame in hotele, da jim nekaj od tega razložim. Jaz sem pa pač razlagal, da ne vem, če imamo dovolj časa, pa da ne vem, kje točno bi začel, da bi lahko vse to razložil, kar še meni ni v celoti jasno. Tako da smo ponovadi samo malo načel, pa hvala Bogu na koncu pogovora, običajno, da nam je potem zmanjkalo časa in smo hitro zaključili. Imaš kdaj kakšno dilemo, da je ta monokromatskost ene teme, v bistvu diktatura ene teme v letu pa 3/4 že skoraj, v bistvu tako ohromila, ne bom rekel empatija, ker je precenjena beseda, no, na nekih ravneh, ampak občutek za
dogajanje drugemu, bolečini drugega, da smo tako v bistvu zaprti, v bistvu včasih celo dobesedno za nekaj časa za 4 stene, da je kar naenkrat svet tam zunaj nehal obstajati. Ne, na eni strani. In a ni ravno to, bi mogel biti ključen vzgib, v bistvu celo gesta upora, da je vse drugo kot korona, pa njen kontekst, nujnost tukaj in zdaj v javni debati. Ja, mislim, vse imaš prav, mislim, ampak ne vem, če smo otopeli zgor zaradi tega. Ne? Mislim, ja, to je. Ja, sva šla. Ne? Mislim, to je, mislim, da korona nas je zgor razgalila do konca. Ne? Je pa res, ja, da v bistvu, ko ti tok tolčeš s korono, ne? To deluje mogoče do neke točke. Ne? Potem pa ne, tisti, ki pač ga ne prepriča, mislim, to je tako kot Donald Trump, ne? Kogar ni šokiral prvih 10 njegovih tweetov, ne? Ga tudi 10,000 in 600 ti ni, ne? In podobno je z našimi politiki. Kogar niso šokirali svojim početjem v prvem mesecu ali 2, ne? Oziroma prva tiskovka, lahko rečeva, ne? Pač verjetno do danes se mu ne zdi nič groznega to, kar se nam dogaja. Ne? In ravno mislim, kaj pa mi v bistvu počnemo, mislim, v družbi, zdaj se pogovarjamo o koroni, ampak ves čas imamo neke podobne diktature, ene teme, ne, ki nas potem, ki ljudi uzurpirajo pozornost. Ja, mislim, konec koncev, politika naša je ta neka uzurpacija. Ne. Se mi tudi kot korono v bistvu razumemo kot političen problem, ne, ker so v bistvu pri nas politika na ta način uzurpira prostor, da potem je ljudem še čisto vseeno. Se ti zdi, da ga uzurpira ali je kar spontano na stežaj razširjenimi udi podarjen? Meni kot novinarju popolnoma nesprejemljivo, da mi v vseh ključnih družbenih, političnih, ekonomskih vprašanjih ves čas govorijo politiki, ne, ki jih razumem kot pač nižje operativce na javne uprave in pika. Ne razumem jih kot nekoga, ki mi lahko na kjerkoli ravni interpretirajo svet, z dvignjenim sredincem v obraz vseh njih. Ja, mislim, kaj je bila prej kura ali jajce. Ne? Mislim, kaj so se prej oni zrinali v prvi plan ali so prej jih novinarji spustili v ta prvi plan, ker je pač najlažje jih dobiti, ker nekako je to po liniji. Ja, oni hočejo, nekje zagotavljajo tudi neko dozo gledanosti, prinašajo pač spet predvidljiv konflikt in razplet dogodkov. Skratka, zelo jasno si je s politiki seveda ustvariti sliko neke medijske vsebine, ki jo želiš. To v bistvu na nek način so politiki, se mi zdi, prišli s to infotainmentom, pač z nami, z komercialnimi televizijami, ki so si na ta način zamišljali nek informativni program. In politiki so bili pač kot igravci, ki si jih pač angažiral za oddajo, za tip oddaje, kakršno si želel. Zdaj to takrat je bil pač so bile danes to, kar je danes Tarča, je bilo takrat so imeli pač na Pop TV-ju neke druge podobne oddaje, Trenja recimo, kjer pač brez politikov ni šlo. Politiki so prinesli tist konflikt, ki so ga oni z veseljem odigrali. Oni so prinesli neke konflikte pričakovane. In pač tam je šlo zgolj za, v bistvu, in tudi danes marsikdaj gre, pri infotainmentu seveda za pričakovan, obvladovan konflikt, kjer je v bistvu čista predstava. Skratka, iz izbire gostov že danes marsikdaj veš, kaj v bistvu želi doseči urednik, novinar ali pa kdorkoli. Ali želi doseči priti neki stvari resnično do dna, ali pa ga zanima neka predstava, v kateri se bosta pač nek desen poslanc in en lev poslanc, desen minister, lev minister pač med sabo skregala in tolkla drug po drugmu z nekimi obrabljenimi frazami in ustvarjala nek konflikt, ki pa ne preti, da bi rato resen konflikt, ker ta dva iste ljudje bodo potem mirno odšli skupaj na pivo, ljudje bodo pač bruhali na Twitterju odzivi, to kdaj se bo gledala, in bo vse v bistvu en šov. To, kakšne posledice ima to za družbo, seveda nikogar ni zanimalo. In to je v bistvu ta kultura, se mi zdi, da je to prinesla.
Takrat so politiki postali nenadoma ljudje, ki živijo v medijih, ki dejansko se jim zasvetijo učke, ko se kamere pržgejo in kar naenkrat oživijo. Ker so v bistvu dodeli, da je to njihov odr, da tu oni nastopajo. Ni več parlament tisto odr, niso več njihova dejanja, uradi, javni uradi, politike, ki jih sprememajo. Ne, oni so mediji. To je ta sprega politikov in medijev. To smo dobili s komercialnimi televizijami in tem ameriškim medijskim svetom, ki se je zelo nekritično uveljavil pri nas in se potem z komercialnih televizij prenesel tudi na nacionalko. Intenzivno. In danes v bistvu vlada vse povsod, potem na družbeno mreže, kjer so oni spet, dobili smo družbeno mreže, Twitter, kjer so spet tu politiki, ki so, glavni poganjalci debat, komentatorji. Ni zdaj to prostor, kjer ljudje prosto komentirajo, ampak je zdaj spet, ta je rekel to, zdaj moramo se mi zdaj odzivati. Tako da to je, mislim, zelo velik globi problem. Danes v bistvu prav ne veš, kje bi začel, če bi hotel to razčistiti. Ker mislim, vsak medij, ki bi probal iti neko kontro, bi pogorel enostavno. Ker enostavno publika zdaj, ne vem, če obstaja publika za nek medij, kjer ne bi bilo politikov. To je moč navade v resnici. To je težko prebiti v tem trenutku. Ampak se mi zdi, da to vse je stvar poguma. Tako, se mi zdi, gesta poguma v tem času, avtorska, recimo, je po mojem mnenju absoluten preboj mehurčka prepričevanja prepričanih. Mislim, da oba Žaldor poznava te vrste okolico. In kako to prebiti? Veš, če se mi zdi nujno, da se to sprašuješ, da iščeš orodja, možnosti, ideje, aplikacije, kako prebiti to opno, mogoče še tistega drobnega dela mehkega družbenega tkiva, da se mu približaš. To je tega tako malo, je tako ključno. Mislim, v tem trenutku sploh ne veš, a to še obstaja. Veš, to je ta, mislim, a to sploh še obstajajo neki neopredeljeni ljudje, ki poslušajo. Do katerih imaš dostop. Pa do katerih imaš nekakšen takšen dostop. Mislim, to je, mi smo tako se zdaj pa izrazito polarizirali, da vsak prepričan v svojo resnico in če imaš to srečo, da je nekdo somešenik, lahko z njim vstopiš v debato in se pogovarjaš normalno, drugače pa mislim, pečenka je dobra, vsej. Koliko je bilo fajn, ko smo bili skupaj na morju 20 let nazaj, se spomniš, To so načini, s katerimi lahko z ljudmi komuniciraš in ne zapadeš v resne konflikte. Ne vem pa, če sploh obstaja prostor, kjer bi lahko nekoga nagovoril. Jaz izhajam iz tega, da nagovarjam neprepričane. To nekako v tem vidim smisel mojega pisanja. Moram si ustvariti to iluzijo, da te ljudje obstajajo. Ampak, ko pa stopam ven iz tega, pa ne vem, res nimam več neke blazne vere, da te ljudje obstajajo. Mi zdi, da ne vem, koliko jih je, tudi če so zelo malo številni. Odvisno za kakšno temo, zdaj možno, odvisno spet od teme. Zdaj, če se pogovarjamo o cepljenju, jasno, tu nimamo kaj debatirati več. Tu že zdavni smo zamudili vse debate, že zdavni bi mogli priznati si, tako kot je, toliko je cepljenih, ostali niso, gremo naprej. Tu smo res zamudili. To bi lahko že 1. septembra rekli, tisti, ki niste cepljeni, niste, dajmo spogledati, kako lahko čim bolj se vsi skupaj zavarujemo pred temi razmerami. Nimamo mislim. Ampak tudi v drugih temah, ne vem, spet, zdaj, če družbena omrežja so že dolgo z nami in družbena omrežja zahtevajo jasna stališča, ne zahtevajo v bistvu vprašanj. Družbena omrežja, redki so, ki tam nekako postavljajo vprašanja, ki nastopijo. Ti veš kaj, jaz pa tega ne razumem, mi lahko kdo razloži. Pa da dobijo odgovor, jaz tudi ne vem, ampak mogoče, kaj pa če je to odgovor. Ni takih pogovorov ni na družbenih omrežjih, po drugi strani pa to najbolj
običajno, bi mogel biti najbolj običajen pogovor med ljudmi o nekih novih stvareh. Ne? Mislim, se zgodi, imaš občutek, zgodi se, neki, kaj pa vem, zdaj bom bleknil, jutri se bo, revolucija v Boliviji, kar nekaj bomo imeli 3000 strokovnjakov na Twitteru. To absolutno izdelano tautologijo. Vse bojo vedeli, Pri čemer 3 minute nazaj niso vedeli, da je Bolivija v Južni Ameriki ali pa mogoče na Arabskem polotoku. In to je to. Noben ne bo rekel ti, a mogoče kdo ve, kaj se v Boliviji dogaja. Mislim, jaz pa priznal, jaz nič ne vem, a mi lahko kdo razloži, pa mi kdo, zbrsko pa rekel, jaz sem pa tole prebral, to preberem, mogoče pa to, pa bo nekdo rekel, jaz pa mislim, da je nekaj drugega. Mislim, nimamo, ampak to govorijo polni negotovosti, ker to, da ti priznaš, da nečesa ne veš, pomeni, da moraš biti nekaj do samozavesti, ki je mi nimamo. Mi moramo biti vedno najpametnejši, imeti vedno pravilen odgovor na vse, ker Bog ne daj, da bi kdorkoli od nas priznal, da nečesa pa ne ve, da ne ve, kako bo ta virus naprej, pa kaj točno naredi. Pa Bog ne daj, da bi si kdo priznal, da ne ve, kakšen imunski sistem ima, pa kako bo reagiral njegov imunski sistem na ta virus. Mislim, večina naših problemov povezana s tem, s predvsem moškim, da se razumemo, tem prepričanjem, da on ima pa najmočnejši imunski sistem, ki bo seveda ta virus premagal zlahka, ker so oni zdravi, močni, in ker so vsi njihovi kolegi tudi tako zdravi, močni. In tu vse, mislim, zakaj bi se cepil, zakaj bi se pazil, če imam pa najboljši imunski sistem. To pogovarjamo se o imunskem sistemu, da vemo tako natančno, kakšne lastnosti ima, koliko ima avto konjev. Imam nov avto, da bo potegnil 200. Tako se mi pogovarjamo o imunskem sistemu, ker Bog ne daj, da bi kdo priznal, da česa ne ve, da česa ne razume, da ga je strah, da ne ve, da je zmeden. In to govori o strašni eni negotovosti, ker to so vse krinke za neko negotovost in v tem trenutku se mi zdi, da je ogromno te negotovosti, ki je pa prikrita s totalno aroganco, agresijo in konflikt. Ljudje se ne želijo premakniti tudi zato, ker nekje so se utrdili na nekih prepričanjih, kjer se vsaj za silo počutijo varne in Bog ne daj, da bi jih ti prepričal, da virus je v bistvu resnici nevaren, ker šele pol jih bo strah ratal. Zdaj so se oni nekako prepričali, da virus ni tako grozen, in da se ne rabiš cepiti, ker ni tako grozen, in Bog ne daj, da jih ti zdaj vržeš iz tega, da bi zdaj pač, da pa oni dojamejo, da je virus res grozen, da je to res nevarno. Tako da mislim, tu pač enostavno ne pridemo, je težko imeti debato, ker pač debato imaš lahko, če si pač pripravljen biti iskren, če si pač pripravljen priznati, povedati, ok, to vem, tega ne vem, to čutim, tega me je strah, to se mi zdi, to se mi zdi pač brez veze, ne vem, ampak priznati te stvari, tudi mi tega ne moramo, enostavno nimamo te platforme, kjer bi imeli lahko te vrste debat, ni, kjer bi se ljudje počutili tudi varne, ker pač družbena omrežja izrazito niso okolja, kjer bi se ljudje lahko počutili varne in bi res povedali nekje, ko izrazili tisto, kar res čutijo, in potem tam glumijo nekoga, in ne moramo imeti. In zato to niso primerna okolja za neke javne debate, ker so pač tam cel kup enih negotovih, sfrustriranih, prestrašenih ljudi, ki pač imajo neke predstave. In ne moreš imeti v takem okolju, da moraš imeti neke sproščene, resne debate. V tem okolju se tvorijo tudi nove kolektivne identitete, zato ker jih algoritmi ustvarjajo, nagovarjajo ves čas v istem krogu, še posebej pri ljudeh, ki nimajo nekega enormnega socialnega kroga. Ja, to so potem pridemo do še veliko bolj resnih težav, ki so verjetno ena od naših naslednjih kriz. Tako je. Tudi če bomo, ne vem, recimo, da se izognili najhujšemu, kar sicer jaz moram reči, da dvomim, ampak recimo, da poskušam biti optimističen, okoljskemu, najbolj groznim okoljskim vplivom,
je takoj naslednja pač kriza, ki se že dogaja, ki je že tukaj, ki pa je nekako nočemo zavestiti, je pač ta kriza, tehnološka kriza, ki pač. Hočeš popoln spoj umetne inteligence in naravne neumnosti. Ja, recimo, zelo lepo si to povedal. Ja. Če smo prej mislili, da je glavni če smo nekoč mislili, da je glavni pač problem, ne vem, spoj jedrske bombe in norega človeka s prstom na gumbu, ne, je to v bistvu isto kot to. Level tega. Ne. In v bistvu smo tam že, ne, sej, če bereš ti o stvareh, ki danes, ne vem, pač mi odkrivamo in smo potem šokirani nad stvarmi, za katere v bistvu že 10 let vemo, da se dogajajo, da smo pač nadzorovani, da pobirajo podatke, da razvijajo, ne vem, stvari, ki so popolnoma izmaknile kontroli, mislim, ki grejo v neko smer, ki je popolnoma neraziskana, kjer v bistvu naša etika v bistvu se zamrzne in se ustavi. Ne? In to je, mislim, to je naslednja kriza. Ne? In mislim, da že zdaj bi mogli o njej razmišljati, ampak spet imamo toliko drugih stvari, toliko drugih kriz, ki jih moramo najprej oddelati. Ne? In glede to, da se bližava koncu tega pogovora, da tu že mahajo z rokami, bom jaz rekel, da tudi zaradi teh kriz, ki zahtevajo naše soočanje in razmislek, res upam, no, da se ta, ki jo zdaj, ta zdravstvena in politična, dejansko konča po napovedih v začetku naslednjega leta. Evo, na hiter, presilil si me nekako, da te to vprašam, nisem hotel. Kako bi se Marko znajdel v teh mestih? To je bilo zelo zajeben za njega, predvidevam. Ja, Marko, jaz tudi gledam ta njegov svet. Mislim, da tudi on bi nekje, ne vem, če bi zmogel tega poguma, da ozavesti to nevarnost, ne samo zase, tudi za druge. Mislim, da pač bi tudi on bil en tistih, ki nekako stavijo na lastno moč preživetja in nekako preko tega. Ne. In dokler ne bi virus zadev Radovana, ne, Marko ne bi preveč se oziral na ta virus. Ne. Mislim, žal, ne vem, če bi se ravno izkazal in bil nek pozitiven vzor, ampak sej Marko itak nikoli ni bil ravno vzoren, tako da v tem smislu. No, vzoren je v tem, da mu prav nič človeškega ni tuje in je zaradi tega, seveda, ga imamo globoko radi. A ne? Seveda, in sej na nek način to preko tega lahko reče tudi, da pač moramo tudi danes v teh situacijah vsem pač videti tudi v ljudeh, s katerimi se sploh ne strinjamo in ki se drugače obnašajo, tudi v bistvu neke človeške faktorje. Ne. Tu pozabljamo, da pač za tem nekimi nasprotnimi stališči, nam nepojmljivimi stališči so neki popolno človeški strahovi, neke stiske, tesnobe in to se mi zdi nujno, no, da se opomnimo, da pač niso ljudje kar tako, ne vem, se ne znajdejo na ulicah, ne glede zakaj protestirajo, pač tja jih neki prežene in tega se treba spomniti, preden se res konfrontiramo do konca, no, in se skregamo. No. Pač vsi gremo čez zelo težke čase, vsak na svoj način, vsak nažalost tudi na svoji strani, nismo vsi na isti. Ne. In nekako moramo se prebiti čez to. No. Okay, za konec, kako se v nekem dosta višjem momentu zmotiviraš za to, da pišeš naprej, snemaš naprej, razmišljaš naprej? Pa zato, ker mi je to nek izhod v sili. No? Nekje me ohranja, mislim, mene ves čas v bistvu, tako kot me včasih ta kolumnistika nekako držala na realnih tleh, me silila, da spremljam stvari, ki bi me mogoče drugače popolnoma nehale zanimati. Ne? Se mi je zdaj, da pač nekako s tem me sili, da spremljam novice, spremljam to, se na njih odzivam, od njih premišljujem, ne? Da ne odplavam v svojo fikcijo. Ne? Tako mi zdaj se je obrnil, da mi je v bistvu fikcija, ne? Neki svetovi, pač čist izmišljeni, namišljeni, ne? Me nekje odmikajo
od te realnosti, o kateri bi lahko po cele dneve premišljal, se o njej pogovarjal, o njej pisal, ne? In me silijo, ne, pusti, ne? Peče kaj drugega. In mi je v bistvu zdaj recimo trenutno ustvarjam predstavo v Trstu, ki posredno govori o tem, kar se nam dogaja, teksta Marka Sosiča. In prav moram reči, da uživam predvsem v tem, da smo se zaprli v en svoj svet, kjer ogromno govorimo o tem, kar se dogaja, ampak je tako pravlično. Ne? Mi malo sanjamo, ustvarjamo neko zgodbo, razmišljamo o vsakem liku, o vsaki repliki, ne? Se igramo. Ne? Tako mislim in smo se malo zaprli pred to realnostjo, in se potem vsak dan po koncu vaje spet vrnemo vanjo in se nekako spočiti, kakorkoli je naporno, se mislim, da vračamo spočiti. Hkrati pa ogromno premišljujemo o teh zadevah, samo na, hvala Bogu, na en drug način, ne? Skozi človeka, skozi neke stvari, ki so veliko globje od tega, kar se mogoče na površini vsak dan prerekamo med sabo. Hvala ti. Prosim.